Določene avtomobilske predstavitve so mičken drugačne, kukar ostale. Tule je ta nova Toyota Hilux, tule je Bulgarija in pejmo v akcijo. Hilux je eden izmed najbolj ikoničnih in uspešnih imen v avtomobilski zgodovini. Od leta 1968 so jih v 8 generacijah prodali več kot 21 milijonov. V Slovenijo je prišel pa nekje v prelomu tisočletja in danes jih je registriranih krepko čez 1000. Najbolj znan je pa po tiste epizodi Top Geara, kjer so ga zažgali, potopili, vrgli stolpence in na koncu je še zmer delo. Tako da si je tale ime absolutno prislužil. Tule je čist nova 9. generacija in recept je isti, ampak so pa sestavine mičken drugačne. Tukaj v Bolgariji testiramo Hiluxa z dizelskim hibridnim sistemom. Poleg hibrida bomo tukaj testirali pa tudi novo električno verzijo. Zdaj moramo pa nazaj do hotela, ko bo čas za tiskovko. They set it on fire. They dropped it from a building. Tule je pa eden izmed najlepših pogledov iz hotelske sobe, kar sem jih bilo kdaj imel. Dobro, delo kliče. Dajmo se pogovoriti o temle štromarju. Torej ja, Hilux je zdaj lahko tudi popolnoma električen in številke na papirju zgledajo dokaj skromno. Majhna baterija s kapaciteto 59 kWh, to posledično pomeni relativno malo dosega, oziroma nič relativno, pač mali doseg je. Je pa zaradi baterije, ki je integrirana v šasijo, tudi dokaj težji in zaradi tega ima zadaj poleg klasičnega listnatega vzmetenja tudi D-dionovo premo, pa za razliko od hibrida ima tale stalni štirikolesni pogon. Štrom pa voda očitno lahko greta skupaj, ampak mi smo si pa za en krog zdajle izborili pa hibrida. Teren zgleda dramatičen, ampak avto tukaj na easy požre. Na tiskovki so rekli, da so pri ustvarjanju novega Hiluxa veliko upoštevali tu, kar so jim rekle stranke. Posledično bo v Evropi zdaj na voljo samo še tale verzija s 4 vrati. Ma pa za razliko od električne verzije, klasično štirikolesno zasnovo z reduktorjem, pa seveda tudi z možnostjo zapore zadnjega diferenciala. Notranjosti se vidi, da je mičken za vzor oziroma Land Cruiserja, mi je pa všeč, ker za razliko od nekaterih Toyot še zmer dobiš zelo izrazite fizične tipke, pa tudi ogromnih 30 cm ground clearance, kar si že videl, da mu dokaj pomaga. Drugačne bi pa tale najvišji Invincible paket opreme v Sloveniji prišel tam okoli 60 000 evrov. Tule je moja prva offroad predstavitev in čeprav nimam neki izkušenj s terensko vožnjo, je jasno, da se Hilux s takim poligonom spopade k za keks. Zaradi tega, ker je body on frame, ne morem reči, da je pretirano udoben, ampak je pa noro sposoben.